Generalni direktor Pošte Slovenije Aleš Hauc je na današnji novinarski konferenci v Mariboru podal izjavo o včerajšnjem tragičnem dogodku, v katerem sočustvuje z družino. Včeraj se je na Pošti Kresnice zgodil dogodek, ki ga vsi mi in Pošta Slovenije globoko obžalujemo. Da se kaj lahko takšnega zgodi, si nismo niti slučajno predstavljali. Vsi zaposleni v bankah, poštah in drugih institucijah so v določeni meri izpostavljeni tem rizikom pri upravljanju poslov z gotovino, ampak da bo prišlo do tako tragičnega dogodka s smrtjo naše sodelavke, gospe Anje Selikovič, je pravzaprav za nas nepredstavljivo in nepojmljivo dejstvo in ga globoko in iskreno obžalujemo. Na Pošti Slovenije so lani zabeležili 30 ropov, letos pa še 7, katerih izkupiček se giblje med 300 in 2000 evri. Po mnenju Borisa Novaka rešitev ni v oboroženih varnostnikih. V Republiki Sloveniji ni toliko usposobljenih, torej licenciranih varnostnikov družb za varovanje, torej usposobljenih za nošenje, posest, uporabo orožja, da bi lahko zadostili potrebam Pošte Slovenije. Skratka, naše število poslovalnic, pa če še upoštevate vse izmene, ki jih mora dnevno upoštevati, delodajalec, v tem primeru družbe za zasebno varovanje, ne omogočajo tega sistema. Prav tako pa tudi menim, da izkušnje drugih finančnih ustanov ne govorijo v prid temu, da bi bila najprimernejša rešitev oborožen varnostnik. Tako kot sem nekje v sredini današnje konference že povedal, moje stališče je, verjetno tudi stališče policije, čim višjo oviro boš postavil roparju, tem agresivneje in načrtneje se bo lotil izvršitve kaznivega dejanja. Torej še z več orožja, z več storilci kaznivih dejanj in podobno.